Zgodbe vedno iščejo stik z ljudmi. Projekt Slovanski zvočni sprehodi ali Slavic Soundwalking je dober primer, kako približati književnost tudi tistim, ki sicer težko dostopajo do nje. Edinstvena mobilna literarno-zvočna aplikacija omogoča, da vsak na svoj način lahko prisluhne 75 zgodbam. Projekt Slavic Soundwalking, Slovanski zvočni sprehodi, je mednarodni projekt, v okviru katerega smo naredili aplikacijo, ki se lahko posluša in gleda samo na ulicah Ljubljane, Zagreba in Beograda. Pomembno je za gluhe in naglušne, da smo vse kratke zgodbe, se pravi 75 kratkih zgodb slovenskih, hrvaških in srbskih avtorjev in avtoric, prevedli tudi na znakovni jezik. Aplikacijo si brezplačno prenesemo iz spletne trgovine Google Play ali Apple Store in med sprehodom po Ljubljani, Zagrebu ali Beogradu prisluhnemo kratkim zgodbam, katere je uredila pisateljica Suzana Tratnik, ki je tudi sama naglušna. Kakor pravi, se je pri tem projektu znašla na drugi strani, saj je tokrat prevzela vlogo urednice, ne pisateljice. Jaz sem bila urednica slovenskega dela projekta Slavic Soundwalking, kar pomeni, da sem izbrala 25 sodobnih slovenskih avtorjev in avtoric, ki pišejo kratke zgodbe. Brane Mozetič, Nataša Skušek, Selma Skenderović, Miha Mazzini, Davor Ilenko, Tomaž Kosmač, Veronika Simoniti in drugi. Moram reči, da je vseh 25 sodelovalo z veseljem. Želeno je bilo, da so nekako bolj sodobne, urbane. Razpon razumevanja in ustvarjalnosti je seveda vedno širok, tako da so avtorji pisali zgodbe, ki so se mogoče dotikale prav ljubljanskih ulic ali pa recimo Društva slovenskih pisateljev, kot v primeru Tomaža Kosmača. Nekateri pa so se seveda lotili tudi nekoliko bolj fantastičnih elementov. Rada bi še povedala, da so se slovenski avtorji in avtorice že delno predstavili v Zagrebu in v Beogradu. 10. oktobra pa se bodo predstavili tudi v Ljubljani, ko se Slavic Soundwalking predstavlja v galeriji Škuc. V tej priložnosti smo povabili tudi Arjana Pregla in Veroniko Simoniti, sploh ker bo tematika o tem, kako se zgodba pripoveduje na različne načine, se pravi tudi v prevodih, v jezikovnih, v znakovnem jeziku, potem recimo tudi v zvoku, v glasbi in podobno. 30. september obeležujemo Mednarodni dan prevajalcev in tolmačev in smo izredno počaščeni, da se je ravno na današnji dan odprl projekt oziroma zgodba tolmačenja slovanskih zgodb v prestolnici, ki so prilagojene tudi v znakovnem jeziku. Po svoje je to darilo gluhi skupnosti, pa tudi vsem tistim, ki so profesionalno sodelovali pri tem, od prevajalcev kot tudi do tolmačev. Pozdravljamo, da se na tak način približuje literatura in kultura gluhim tudi v njihovem jeziku, to je slovenskem znakovnem jeziku. Projekt Slavic Soundwalking je dober primer, kako pomagati zgodbam, da najdejo pot do vseh ljudi. Ker je pot do tistih, ki se soočajo z raznimi oviranostmi, zahtevnejša, pomeni končni uspeh še toliko večje zadovoljstvo.